Pozdravljamo vse obiskovalce nocojšnje prireditve, naše goste, gospoda župana, dr. Milana Balažica, predstavnika območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti gospoda Matjaža Bizilja, predstavnike društev Alojzija Štefana, prvega mentorja upokojenskega zbora. Na simbolen način smo začeli ta večer, saj pevci gojijo in ohranjajo slovensko ljudsko izročilo že pozabljenih pesmi. Zbor združuje veselje do petja, medsebojnega druženja in odnos do naše kulturne dediščine, da ne bi šle te pesmi pozabo. Pevke in pevci tretjega življenjskega obdobja po svojih najboljših močih ustvarjajo in prispevajo svoj delež k bogati in pestri kulturni ponudbi, ki v občini Moravče deluje na področju ljubiteljske kulture. V mozaiku različnih zvrsti glasbe bomo nocoj slišali narodno in ljudsko pesem, narodno zabavno glasbo in skladbe slovenske popevke zlatih 60 let. Zbor deluje neprekinjeno že več kot 35 let. Če ne bi zaradi znanih epidemioloških razmer prekinili delovanja, bi bilo letos že 37 leto. V prvem delu bomo slišali ljudsko pesem Berice, 2 leti in pol, Ptičja skladba in Striglavskega Veter Pogorja. Inštrumentalna spremljava Dominik Štefan, zbor pa vodi Milan Kokar.
Nadaljujemo skoraj ponarodenimi skladbami iz sveta narodno-zabavne glasbe. Tako kot se spreminja svet, se spreminja tudi glasba. Pred mnogimi leti so bile melodije drugačne, več je bilo poudarka na dobrem besedilu, odnosu do domačega kraja in ljudskega izročila. In prav iz tega časa, pred 50 leti, so nastale naslednje melodije: Lunca, Ivanka in Šumijo gozdovi domači. Da bodo skladbe zazvenele čim bolj avtentično, se bodo pevcem pridružili na harmoniki Klemen Logaj, na basu Gašper Kokar in kitari vodja Termenko Milan Kokar. Še ostajamo pri narodno-zabavni glasbi. Kdo ne pozna beneških fantov, ki so v slovenski prostor vnesli melodiko in skladbe iz slovenske Benečije? Skladba Rdeči cvet je bila in je še danes reden gost radijskih valov, kjer še vedno z veseljem prisluhnemo beneški glasbi. V nadaljevanju se bo izkazal ženski del upokojenskega zbora, kjer bodo dame zapele znano Avsenikovo melodijo Sanjam o domovini. Kot pravi ljudska modrost, povsod je lepo, a doma je najlepše. Pri tej skladbi se bo glasbenikom pridružil na trobenti Tomaž Vavkotič in ob zaključku narodno-zabavnega bloka še ugotovitev, da bogatstvo ne prinaša sreče. Glavna je ljubezen in v zadnjih časih še posebej poudarjamo naše zdravje. Meni ti zabogatijo, meni je le za tvoje srce. Upokojenski pevski zbor z inštrumentalno spremljavo Rdeči cvet, Sanjam o domovini in Meni ti zabogatijo.
dali malo predaha našim jubilantom. Sledi nastop naših glasbenih gostov in pevskih prijateljev, moškega pevskega zbora Kulturnega društva Tine Kos. Zbor deluje že več kot 60 let in je bil prvi pevski zbor v Moravčah ter Moravški dolini. Pevski zbor je prevzel Milan Kokar, zdajšnji mentor, po Miru Capudru, ki je dolga leta vodil zbor in bil tudi njegov ustanovitelj. Moški zbor še vedno goji ljubezen do zborovskega petja in tako ohranja tradicijo ljubiteljske kulture na področju pevske dejavnosti. Pevci nam bodo zapeli 3 pesmi. Dober večer, ljubo dakle, jaz sem Frišen Jager in Vasovalec. Moški pevski zbor Tine Kos Moravče in zborovodja Milan Kokar.
Jaz pa vem, da ti si moja in da ljubiš me srčno. Kaj če skrivaš pred mano in tajiš ljudem tako? Jaz sem rožico utrgal, sina srca jo pripel. Rad poznal dekle in njega, ki mi rožo povzil. A komu svoj postrani in zaviskal noč glasno, izvedo naj si na vasi, da mi v srcu je lepo. Izvedo naj si na vasi, kje dobil sem rož marin, rože krav in nagradiči, tihi noči za spomin. Jutri bo na dan prošenja, šopat šestlici bom pripel
za njihovo delo in ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture. Galusova značka je jubilejna značka sklada, ki jo prejmejo posamezniki za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske glasbe. Vabimo člana sveta javnega sklada gospoda Matjaža Bizilja, da podeli priznanje. V imenu sveta javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti vsem članom zbora iskreno čestitam. Želim vam še veliko takih lepih koncertov, kot je bil današnji, s katerim tako lepo obogatite kulturo Moravča. Čestitam pa tudi vsem prejemnikom, pa prosim, če jim kar podelim. Bronasta priznanja in značke za več kot 10 let udejstvovanja prejmejo. Majda Grošen.
V zadnjem delu nocojšnjega jubilejnega koncerta bomo prisluhnili skladbam iz sveta slovenske zabavne glasbe. Pevci pravijo, da so zelo veseli in hvaležni, da lahko hodijo na vaje, veselo prepevajo in se družijo. Zato v njihovem programu nikoli ne manjka skladba, ki potrjuje to veliko voljo, ki pravi, vem, da danes bo srečen dan. Pred 63 leti je danes 88-letni priljubljeni pevec Rahko Jergolič zapel pesem Moj črni konj. Pesem je bila velika uspešnica, ki ima še danes svojo spoštljivo mesto v arhivu slovenske zabavne glasbe. In prav zaradi tega so na nocojšnji koncertni program uvrstili naši pevci. Inštrumentalni ansambl in Vem, da danes bo srečen dan ter Moj črni konj.
Večkrat ugotavljamo, da si življenje preveč kompliciramo. Delamo iz majhnih, nepomembnih stvari cele znanstvene razprave in si otežujemo naš vsakdan. Naslednja skladba pa pravi drugače. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja si samo in ne da ti ga spremeniš. Vodja in mentor pevskega zbora Milan pa pravi, ko sem bil mlad, sem bil trapast, zdaj, ko sem pa star, sem pa še bolj. Skladbi življenje je lepo in ko sem mlad, sem bil trapast, slovenski zbor v spremljavi inštrumentalnega ansambla v sestavi Dominik Lašper, Klemen Tomaž in Milan. Zdaj to sem srce še bolj
draži, ti si da prav. Ampak pri tem so pa rekla takole. Moja so žena stvarili, ko je še ljubcami bila. Premisli so ti govorili, muzikanta nikoli doma. A me vseeno grozila, zdaj je mi zelo lepo. Ni jutra, ko ne bi zapela, si so mi bajali, a njeno ni bilo. In pojem la. Hvala lepa za besedo. Nekaj sem hripal rado dveh svojih pojem. Spoštovani ste zdrani in vendar se je zgodilo. Prišel je čas, ko so se po skoraj 7 letih zopet zbrali, da proslavimo skupaj z vami našo 35. obletnico našega vašega pevskega zbora. Seveda, pa najprej dober večer, gospe in gospodje. Gospod župan, gospodje občinski, vermožje, je tudi glav, je tukaj, ja, gospod Ložoš, in ostale vsi. Torej, ta zbor je doživel v zgodovini že kar nekaj sprememb, statusov, vendar kot mešane zbor obstaja že od vsega začetka. Danes smo samostojno društvo upokojenskega meškega pevskega zbora občine Moravče. Pa s tem ni rečeno, da smo vsi zaposleni na občini, temveč da smo pripadniki svoje občine in jo predstavljamo na osnoter in na vzgled. Zahvaljujemo se ji pri podpori in donaciji oziroma sponzorstvu pri izvedbi tega koncerta.
Zahvala pa gre tudi naslednji sponzorjev, to je firma Pavo, JSKD Domžale, ki je bila že omenjena. Zahvala gre tudi nekomu anonimnemu donatorju, ki je doniral 300 evrov, nekdo je to. Zahvala pa gre tudi našemu gostitelju, gospodu Piernotu Petru, v organizaciji in sveti našega koncerta, ki ga brez njega gotovo ne bi bilo v tako lepem ambientu. Posebna zahvala pa pri našemu mentorju, pri vodji, gonilni sili, pri izvedbi našega koncerta, gospodu Milanu Kokarju, ki mu pravim tudi kar profesor Kokar. Zdaj bi pa prosil, če imaš kdo kakšno pripombo, pohvalo, kraj, k besedi, če ne, se vam zahvaljujem za lep večer in za udeležbo v tako lepem številu. Želim vam lepo in mirno noč. Če ima kdo besedo, prosim. Hvala lepa, lepa dana. V imenu Kulturno-umetniškega društva Vrpolje čestitamo jubileju in vam želimo še veliko uspešnih let. Hvala lepa. Jaz sem vidim novo najto zastavo, da prvo ceglo imam že, a to je za streha, ja. Dragi slavljenci, dragi zborovodja, iskrene čestitke v imenu Kulturno-izobraževalnega društva Limbar v vašem jubileju. Moram reči, da sem uživala ne samo v poslušanju, pa tudi ob opazovanju vaših žarečih oči, vašega energičnega nastopa in ni zdravila, ki bi bilo boljše od vašega druženja in od petja, kajti tam izžarevate pravo mladostno. Tako da priporočam vsem vam, da se ukvarjate z glasbo in s petjem. A vidite, leta sploh niso oviram. Tako da hvala, ker nas navdušujete, ker ohranjate ljudsko zakladnico in nastope popestrite tudi s sodobnejšimi ritmi in pristopi. Iskrena hvala, gospod zborovodja, pa veliko energije še naprej in seveda vsem ostalim. Hvala lepo vam. Zborovodje živijo vsaj 70 let. Torej, če smo zaključili, a lahko še eno zapojemo, če bodo fajn ploskali. Koncert zaključujemo s hvalnico naši domovini, naši Sloveniji, ki naslednji teden praznuje svoj rojstni dan. Še enkrat hvala za vaš obisk, srečno vsem in zdravi ostanite. Ljubite Slovenija in lahko noč. Stay, you, your memory is
Ja, to je en aplauz. Kaj pravite, drage dame, dragi gospodje? Pripada še dodatek? Jaz se opravičujem. Neki so podali, tako kot pred 5 leti temu. Naši povezovalki, gospodični Klari, bi mogli na rožico podariti. Zdaj pa ne vem. To je že tako rekoč izven protokola, ampak vse sem vse sorte že v življenju počel, igral v raznih ansamblih, z upokojenci sem pa še bolj delal. Ampak je to ena posebna izkušnja, ena posebna izkušnja, lepo sem pa tako presenečen, da nekako malo opevamo te naše minule čase, sicer imamo še veselje do življenja, pa še veliko načrtov, pa veliko optimizma, ampak ob našem srečanju se ko dobimo, en malo težje stoji, en težko sedi, en ga ni, ampak sem bil pa najbolj vesel prejšnji teden, da bom povedal, kje je, v glavnem, je rekla soseda, ti, kje zba pa včeraj, te pa nisem nič na nju vidva. Rekla, včeraj pa nisem na nju, veš, imam pevske vaje. In kada imam pevske vaje, ne vem nič na njo. In zato mi rečemo, kam le čas beži, le kam se umodi.